Danes bomo spoznali, vsaj po moje, ene izmed najbolj luškanih živali na tem svetu. Zgledajo, kakor da bi prišle iz kakšne risanke. To so seveda mačje pande. Kot verjetno že veste, imamo v živalskem vrtu Ljubljana prvič mladiča mačje pande po imenu Bambu. Do mladiča še pridemo, dajmo najprej predstaviti mačje pande na splošno. Imajo rakunji rep, medvedje šape in mačji obraz. So vse to in nič od tega. Pravilna uvrstitev te vrste je bila dolga leta uganka. Znanstveniki pa so ugotovili, da mačje pande spadajo prav v svojo družino. Še danes pa se znanstveniki trudijo določiti sorodstvene vezi z drugimi zvermi. In zdaj boste rekli, kaj? Tole, mačji panda, da je zver. Pa se ne zgleda nič nevaren, pa tudi ne zgleda, kakor da bi kaj lovil. No, ja in ja. Čeprav jih uvrščamo med zveri, 95% prehrane mačje pande predstavljajo bambusovi listi. Na dan jih pojejo okoli 2000. Verjemite nam, smo jih šteli. To je moral biti eden izmed najbolj razburljivih dni v živalskem vrtu Ljubljana. 1, 2, 3. Mačje pande imajo posebej izoblikovano zapestno kost, ki služi kot 6. prst. Uporabljajo ga medtem, ko jejo bambus in služi kot naslon, ko šapami primejo za steblo. Živijo v zmernih gozdovih na področju Himalaje, kjer je dovolj bambusa in grmičevja. Mačji panda je endemit, kar pomeni, da ga v naravi najdemo samo na tem območju. Kljub temu, da živijo v precej razgibani pokrajini, glih največji športniki niso. Na dan prehodijo približno pol kilometra in prespijo kar 17 ur. To je pa tako, če imaš prioritete v življenju poštimane. Sej tudi zdaj, ko mama Muka želi učiti bambuja, plezanja in ostalih drugih potrebnih veščin, on leži v svojem brlogu, gleda ven in malo tako odgor pogleda in kaj boš pol, kad te taka mejhna luškina rdeča kepca takole pogleda? Ja, seveda noter vstan, kaj boš ven hodil? Ti kaj prinesem visokca? Parjenje se odvija sezonsko, med januarjem in marcem. Ne sme biti preveč vroče, seveda, in mačje pande dobro vejo zakaj. Samca k parjenju povabi samica. Potem, ko opravite to, kar morate opraviti, se še malo pocrkljata, potem pa samec zapusti samico in pri vzgoji mladiča ne sodeluje. Samice so breje približno 4 mesece in pol. V gnezdih, ki si jih pripravijo v luknjah ali doplinah, običajno skotijo od 1 do 2 mladiča. Mladiči se rodijo slepi in nebogljeni, odeti v gost, sivkast kožuh. Spregledajo v 18 dneh, v roku 2 mesecev pa imajo vzorec kožuha tak kot odrasli. Čeprav nihče ne ve točno, koliko je pravzaprav še ostalo mačjih pand v naravi, se številka po ocenah giblje pod 10 000. Razlogi za njihovo ogroženost so krčenje njihovega življenjskega prostora, njihova visoko specializirana prehrana in nizka rodnost. Pogosto se skoti samo en mladič in še med njimi je naravna smrtnost zelo visoka. Prav zaradi tega smo v živalskem vrtu Ljubljana tako veseli in ponosni, da se nam je skotil mladič mačje pande in mu želimo še dodatno zagotoviti in poskrbeti, da bo imel najboljšo možno oskrbo, kar mu jo lahko ponudimo. Zaradi tega smo na območju okoli ograde mačjih pand postavili še dodatno ogrado že v obdobju njihovega parjenja, ker želimo mladi družinici zagotoviti čim več miru, ko se učijo novih nalog in obveznosti. Najlepša hvala vsem, ki ste nam pri tem pomagali in nam boste pomagali tudi prihodnje, saj mladič, še bolj kot odrasli predstavniki, potrebuje čim več miru in čim manj stresa. Tudi fizičnega veterinarskega pregleda, kjer bi se ga prijelo v roko in preverilo fizično stanje, še ni bilo. Zato tudi spola še ne vemo. Živalski vrt Ljubljana že nekaj časa tudi finančno podpira naravovarstveno organizacijo Red Panda Network, kjer smo letos prispevali sredstva za varuha mačjih pand v njihovem naravnem parku, kjer živijo, in za pogozditev 1 hektarja z bambusom. Vse ljubitelje mačjih pand vabimo, da se pridružite živalskemu vrtu Ljubljana pri ohranitvi teh čudovitih živali. Prispevate lahko z donacijo v Pandin hranilnik ob vhodu, z nakupom v spletni trgovini ali z darovanjem 1 evra za grmiček bambusa. Vsa namensko zbrana sredstva bodo namenjena naravovarstveni organizaciji Red Panda Network za ohranitev mačjih pand v njihovem naravnem okolju. Narava je res čudovita in pogosto neverjetna. Dajmo se potruditi, da to ohranimo. Vsi skupaj. To je bil zelo dober 8. Se vidimo.